Lep pozdrav in dobrodošli v še enem videu, kjer raziskujemo kriptoprojekte. No in tokrat bomo raziskovali Sunflower Land. Tega je Srle večkrat omenjal in to igrico tudi igral. No pa dejmo si pogledat, kakšen projekt to dejansko je. Kakšna investicija je, o čem se sploh gre? No, Sunflower Land je blockchain igra v slogu Play to Own, ki temelji na omrežju Polygon in igralcem omogoča, da gojijo pridelke, zbirajo surovine, izdelujejo predmete in gradijo svoje digitalne kmetije. Igra se osredotoča na ekonomijo, ki jo poganjajo igralci, kjer je vsebina v celoti last igralcev in jo je mogoče trgovati prek NFT-jev. Glavna valuta igre SFL se uporablja za nakup semen, orodij in nadgradenj ter omogoča igralcem, da sodelujejo v odprtem trgu znotraj ekosistema. Sunflower Land izstopa po trajnostnem modelu ekonomije, ki preprečuje inflacijo in spodbuja dolgoročno rast skupnosti. No in smo že pri prvi sekciji, kjer si pregledamo jasnost cilja projekta in seveda tudi njihovo belo knjigo. In če gremo na njihovo spletno stran, seveda se tukaj takoj vidi, da se gre za igrico, tako da to je vse takoj jasno. Edino, kar je malček problem, nisem našel njihovega white paperja oziroma bele knjige. Očitno je po stilu, kot pri nekaterih projektih doslej, da je njihov white paper pač docs, oziroma je tale sekcija kot dokumenti, kjer pač obrazložijo večinoma svojo igro, ampak sem pogrešal malček tako globino, kar se tiče tegale projekta. Tako da, kar se tiče prve sekcije, jasnost cilja projekta, ja, tukaj je vse jasno. Vpliv na industrijo, tukaj je malček nejasen učinek, gre se pač za igrico. In pa jasnost bele knjige vsebuje koristne informacije, ampak manjka globina na nekaterih ključnih področjih. Tako da za to prvo sekcijo dobijo 11 od vseh možnih 15 točk. Naprej imamo ekipa in podpora. Kakšna je izkušenost ekipe in kakšno je bilo financiranje in morda tudi prejšnja podpora. In če gremo tukaj na cryptorank.io, vidimo, da nimamo zavihka Team. Ampak imajo svojo ekipo izpostavljeno kar na svoji spletni strani. Če gremo malo dol, pa še malo dol, evo, tukaj je. In vidimo tukaj, ustvarjalec je Adam Hennigan in imamo tudi povezavo na LinkedIn in potem CTO je Craig Gray. Pa dajmo si pogledati najprej Adama, kakšne izkušnje ima od prej. Torej smo na njegovem LinkedInu in gremo dol, torej seveda Sunflower Land, prej je bil tech lead pod Payable in še predtem je delal na Assignar. In kot vidimo, glede na izkušnje, ima kar precej izkušenj tako s software inženiringom. Ni pa nič kaj tako izpostavljeno, kar se tiče blockchaina. Pa dajmo zdaj še pogledati. CTO Craig Gray, pojdimo na njegov LinkedIn in na njegove izkušnje. No, tudi on je prej delal na Assignar, seveda inženiring, in predtem tudi na Amazon Web Services. Tako da, ja, vsekakor moram reči, znanje tukaj od zadaj v tem projektu vsekakor je. Zdaj, kar se pa tiče financiranja in podpore, nisem našel nobenih takih podatkov. Ta projekt naj bi se tudi poganjal brez kakršnega koli financiranja kakšnih investitorjev, kakšnih velikih investitorjev v ozadju. Tudi tukaj na cryptorank.io ni nobenega podatka. Tako da za drugi segment, ekipa in
podpora, dobijo 10 od vseh možnih 15 točk. Naprej imamo blockchain in žeton. Ali je upravičena uporaba blockchaina in kakšna je uporabnost žetona. In ja, tukaj itak smo razkrili že takoj na začetku, je vsekakor upravičena uporaba blockchaina, čeprav se gre za igrico, in tudi uporabnost žetona je tukaj, čeprav se gre za igrico, tako da za ta segment dobijo 10 od vseh možnih 10 točk. Naprej imamo napredek in cilji in jaz sem našel tole stran, ker imajo strategijo za leto 2025, kjer pač opisujejo svojo strategijo, kaj vse bodo dodajali in dodelali v letu 2025. Ampak, kot smo vajeni pri nekaterih projektih, je to pač enostaven zapis. Cilji so, ampak ne vidimo pa napredka teh ciljev, tako da za ta segment dobijo 3 od vseh možnih 5 točk. Naprej si poglejmo tehnično analizo in če gremo na cryptorank.io, dobimo tukaj le tale graf, ki trenutno ne izgleda ravno najboljše. Malček izgleda pump and dumpy, zdaj imamo tudi tukaj na CoinMarketCap. Če kliknem tukaj na TradingView, se mi potem prikaže tale graf, to je dnevni graf. Pred kratkim smo doživeli kar eno lepo rast, pa dodajmo še indikator, Relative Strength Index. Ok, in zdaj pa še malo odzumirajmo, da vidimo, kolikšna je bila dejansko tale rast. Očitno se zadevamo tukaj kar precejkrat ob tole mejo na tam nekje 19 centih, ki jo nekako nismo uspeli prebiti. Pred kratkim smo naredili tudi medvedjo divergenco, kar se tiče RSI. Tukaj imamo vrh in pa vrh na nekje isti višini, medtem ko tukaj smo naredili vrh in pa višji vrh. Ampak lahko se nam naredi tudi skrita medvedja divergenca. Tukaj smo imeli eno dno, bom kar označil tukaj. Recimo, tukaj imamo eno dno in morda bomo tukaj naredili višje dno, ampak to bo treba še potrditi. Medtem ko tukaj pri RSI pa smo naredili dno in pa nižje dno. Vsekakor, če se ta divergenca izvede, bi jaz gledal tukaj le tole mejo na tam nekje 19-20 centih. Ima pa kar velike vzpone in padce. Kot sem že rekel, to malček izgleda pump and dumpy. Tako da, kar se tiče tehnične analize, je tam nekje mešani oziroma neutralen trend. In tudi RSI trenutno daje malček mešane signale, ampak ta najpomembnejša meja zdaj tukaj je tam nekje na 20 centih. To bi rad videl, da se prebije in na njej naredi podpora, ne pa da smo tako zavrnjeni, kot se je dogajalo tukaj le prej. Drugače, kar se pa tiče volumna, volumen v zadnjih 24 urah, tam nekje 100 000, ja, to je nekje srednjega, pa tudi na manjših menjalnicah je, tako da za vse skupaj, za ta 5. segment, dobijo 9 od vseh možnih 15 točk. Naprej, naslednji segment je sentiment. Kakšno imajo kaj skupnost? Pa pojdimo dol na dno spletne strani in tukaj vidimo, da imajo Twitter. Pa poglejmo, tukaj imajo 70 000 sledilcev. Zdaj, vsekakor to ni nekaj megalomanskega, ampak vseeno, 70 000 sledilcev je še vedno težko doseči. Tako da bi lahko rekli, da je to še vedno kar velika skupnost, tudi če so ti sledilci potem tudi igralci. Zdaj, kar se pa tiče adopcije uporabnikov, pa tukaj ni jasna adopcija, kot smo prej videli, tudi
ni nekih velikih investitorjev v ozadju. Tukaj je bolj adopcija igralcev. Tako da za ta segment sentiment dobijo 5 od 10 točk. In naprej imamo še Certik varnostno preverjanje. Ali so opravili revizijo? To je zdaj ta glavno vprašanje. In nažalost ne. Revizije niso opravili. Ocena je visoka, ampak ne sodi med top 20%. Tako da glede na te podatke, glede na to pomanjkanje podatkov in tudi glede na to oceno, tukaj dobijo 3 od vseh možnih 25 točk. In tako, skupna ocena je tako 51 od 100, kar je za las uspelo ujeti povprečno, potrebnih je več raziskav. Za 2 točki manj bi že ta projekt spadal pod tvegano resni pomisleki. Ampak dajte mi povedati, kaj si vi mislite o tem projektu. Ste morda tudi igrali to igrico? Smo mi morda kaj izpustili in bi radi videli tole v videu, ali pa bi radi vi dodali kakšen podatek? Kar komentirajte spodaj, priporočamo se tudi za kakšen všeček in seveda ne se pozabiti naročiti na naš kanal, da ne boste zamudili našega naslednjega videa in naše naslednje kripto raziskave. Tako, zdaj pa vas še lepo pozdravljam, imejte se fajn in se vidimo v naslednjem videu.